Kolesarski klub Izvir iz Vipave je 3. majsko soboto ponovno organiziral cestno kolesarsko dirko za veliko nagrado Marezik 2013. Dirka je štela tudi za pokal Slovenije, cestnih dirk za kategorije amateri, ženske in masters. Na štartu se je v vseh kategorijah skupaj prijavilo 120 tekmovalcev in tekmovalk. Organizatorjem in tekmovalcem je bilo tokrat naklonjeno tudi vreme, saj se je po dežju, ki je dan pred dirko dodobra namočil zemljo, cesta, kjer je potekala kolesarska proga, posušila in ni bilo nevarnosti, da bi zaradi spolzkega cestišča lahko prišlo do neljubih padcev in s tem poškodb. Proga v Marezikah, prijetni vasici v Koprskem zaledju, kjer je čudovit pogled na velik del slovenske obale in morja, je bila krožna, dolga 11 km, z višinsko razliko 200 metrov na krog. Kolesarji v kategorijah od amaterjev do Master D so morali odvoziti 3 kroge oziroma 33 km. Zato so tudi prvi štartali. Ostale kategorije, ženske, Master E in starejši, ki so štartali za njimi, pa so morali opraviti 2 kroga dolga 22 km. Dirka v najboljših kategorijah je minila v znamenju kalkulacij najboljših. Favoriti so bili pred dirko prepričani, da si bodo s taktičnimi variantami priborili skupno zmago. Takšen račun se ni izšel na primer Gregorju Sikošku, članu novomeškega kluba Sprint. V prvem krogu se je silovito pognal naprej in si privozil zmago na vmesnem letečem cilju. Ko so njegovi navijači in gledalci pričakovali, da tokrat ne bo izpustil zmage iz rok, pa mu jo je izpred nosu odnesel Primož Porenta iz kolesarskega kluba Bambi. Kako je Gregor Sikošek komentiral svojo vožnjo, pa mu kar prisluhnimo. Je stekla v moj prid, tako da sem osvojil drugo generalno mesto, kakor tudi v kategoriji. Močnejši tokrat je bil Primož Porenta iz kluba Bambi. V prvem krogu sva skupaj bila v pobegu, to da potem sem mislil, da je nesmiselno iti v pobeg, da bodo v ozadju složno sodelovali, ampak žal temu ni bilo tako da sem ostal v ozadju in Primož je prišel sam v cilj, oziroma v cilju smo se mu približali na 5 sekund zaostanka. Kakšna je pa sama proga tu v Marezikah? Ja, proga je kar lepa, je eden nevaren spust, oziroma nevaren. Tak, malce tehničen spust, tako da je bilo treba malo paziti. V bistvu proga ne pusti počitka, treba neprestano ali biti pozoren v dolino ali pa se naprezati v klanec, tako da naporna, ni lahka proga. Vaši načrti za naprej? Naslednjo soboto imamo zopet cestno dirko, velika nagrada Komende, potem pa mislim, da je že maraton Franja 9.6. vseslovenski kolesarski praznik, tako da se vidimo tam. Primož Porenta je bil po dirki upravičeno zadovoljen, saj je svoje tekmece pustil v zadnji strmini pred ciljem, daleč zadaj in si skoraj z 10 sekundami prednosti privozil zmago v absolutni konkurenci in v svoji kategoriji amater. Sem kar pričakoval glede na ta teren, ki mi je pisan na kožo taka proga. Zadnjič prejšnji 2 tedna nazaj v državnem prvenstvu v Gašovci sem zgubil na klanc, sem prepozno skočil in mi so se odpeljali na spusto. Tokrat sem pa solo šel 2 kroga, videl sem, da sem toliko močan in sem šel naprej. Torej, tekmeci pravijo, da so zgrešili taktiko. Kako ste jih prevarali? Pa ne bi rekel, da so zgrešili taktiko. Bil premočan danes. Tudi če bi se menjal, pa to me po moje ne bi ujelo, ker sem bil res toliko prednosti. Pa tudi na koncu sem toliko prednosti, sem se malo prešparil in sem šel zadnji klanc pol moči ali pa 80% recimo. Nisem se prav naprezal več. S svojim nastopom in uvrstitvijo na drugo mesto v kategoriji Master A je bil zadovoljen tudi Sašo Kitek iz Celja, saj so mu tokrat ustrezale vremenske razmerje, ker je bila proga suha. V svoji kategoriji je moral priznati samo premoč državnega prvaka Mateja Lovšeta. Lovše, ki je bil v absolutni konkurenci tudi med favoriti, tokrat te vloge ni upravičil. Sašo Kitek pa je bil zadovoljen, kar priča tudi njegova izjava. Danes je bila proga boljša, predvsem zaradi tega, ker je bila suha.
Jaz v bistvu sem kolesarstvo šele 2 leti in bi rekel, da spolska podlaga mi ni najbolj pisana na kožo. Tu je bilo pa danes idealno. Drugi spust je bil kar dokaj nevaren, ja. Do zaprti ovinki, ampak je šlo, no, bom rekel. Se je kar dalo. Prva tekma v bistvu je v bistvu maraton Franja, potem pa, če bo mogoče uvrstitev, pa potem na svetovno amatersko v Italiji. Organizacija dirke v Marezikah je bila organizirana brezhibno. Zato gre zasluga nedvomno Luciano Premnu in njegovi ekipi. Sodelavce je imel tako dobre, da se je lahko udeležil tudi dirke, sam pa je vtise strnil takole. Konkurenca zelo močna, udeležba malo manj, ker naša dirka je težka dirka in zato je udeležba tudi toliko manjša. Vreme nam je služilo, vseeno smo zadovoljni, 120 tekmovalcev na takšni težki progi je kar lepo število. Kaj vse zahteva takšna organizacija dirke? Od pridobitve vseh dovoljenj, pa iskanje nagrad, pa krpanje ceste, tle v zaledju Slovenske Istre so ceste slabe, treba tudi to rešiti, pa sodniki se treba dogovoriti. Kar nekaj dela je, da taka dirka gre pod streho. Vaš klub je iz Vipave, dirka je tu v Marezikah, razlika je. Zakaj ste se odločili za Marezike, zakaj ne nekje v Vipavi? V Vipavi je cestno dirko zelo težko narediti, ker imamo magistralko, za katero je težko dobiti dovoljenja za jo zapreti. Imamo pa kar nekaj članov tle z obale in ti člani so nam pomagali pri organizaciji, zato smo se odločili za Marezike. To je, mislim, da že 3. dirka v Marezikah pod organizacijo našega kluba. Danes smo samo enkrat slišali sireno reševalnega vozila. Se je zgodilo kaj hujšega? No, še boljše, da jo ne bi slišali niti enkrat. Zgodilo se ni nič hujšega, majhne odrgnine pri enem tekmovalcu, ki je padel. Nič resnega, je že pokrpan in sedi tukaj z nami. Prihodnje leto lahko pričakujemo znova tu dirko? Če bo lokalna skupnost Marezike zainteresirana oziroma če nam bo pomagala, bomo še organizirali. Letos lahko rečem, da nismo bili prav nismo bili prav dobrodošli. Čem je bil vzrok? Ne vem, verjetno ta praznik je že tako natrpan z raznimi programi, z raznimi dejavnostmi in zato se ta dirka nekako ne vklapa prav v njihov koncept praznika Refoška. Najtežje je organizirati in potem še tekmovati. Drugače se da, zmanjka časa za ogrevanje, za pripravo na tekmo. Organizacija je na prvem mestu. Da je dirka v Marezikah res uspela, so na koncu potrdili vsi udeleženci, saj pritožb ni bilo, veselje o podelitvi nagrad, pa o tem tudi dovolj zgovorno priča. Vipavci so ob slovesu še napovedali, da bodo septembra organizirali tradicionalni kolesarski vzpon iz Vipave na Nanos. Zato je vabilo že sedaj odprto.